Duševna stiska izhaja iz odnosov in prvo, kar človek potrebuje, je odnos in ta odnos se mora zgoditi čim prej. Zato je dostopnost psihoterapevtskih storitev, se mi zdi, ključna in zakon bo seveda postavil zelo visoke standarde, bo pa istočasno lahko tudi odprl psihoterapevtske storitve za širši krog ljudi. In to se mi zdi ključno. Se pravi, človek, ki je v duševni stiski, potrebuje kontakt, potrebuje odnos, potrebuje nekoga, ki razume to stisko, ki ga bo znal usmeriti, ki ga bo znal umiriti, zregulirati čisto v tej prvi fazi in potem najti ustrezno rešitev. Tako da na področju duševnega zdravja res ni prostora za dolge čakalne vrste. Tukaj mora biti odziv hiter in zato se mi zdi ključno, da se stroke ne zapirajo, ampak da iščejo sodelovanje, na kakšen način lahko pristopimo k ljudem, ki so v stiski, ki potrebujejo pomoč in ki potrebujejo pomoč zelo hitro. Duševno zdravje je področje, kjer če ne odgovoriš na stisko, se simptomatika povečuje in potem je pomoč potrebuje biti vedno bolj korenita, vedno bolj obsežna, kar pa nenazadnje potem tudi bremeni tako posameznika ali pa nenazadnje tudi javne finance, če je v nekem zdravstvenem sistemu potem ta človek pristane. Zakon o psihoterapiji smo čakali že zelo dolgo in jaz mislim, da je res zadnji čas, da se sprejme in da se zregulira ta poklic, ki obstaja že v Sloveniji vrsto let. In mislim, da je prav, da tudi strokovnjaki, ki delajo na tem področju, dobijo svoje mesto tako v zdravstvu, sociali, v šolstvu in nenazadnje tudi v privatnem sektorju. Predvsem pa je zakon o psihoterapiji eno varovalo za vse uporabnike psihoterapevtskih storitev. Jaz mislim, da je to tisto glavno, kar bo ta zakon prinesel, je, da ne bojo več ljudje slepo iskali zrno v vsem plevelu, ampak da bo zelo jasno dal zakon odgovor na to, kaj je psihoterapija in kaj lahko oni pričakujejo od nekega strokovnjaka, ki se imenuje psihoterapevt, kakšno obravnavo lahko pričakujejo, kakšne strokovne kompetence lahko pričakujejo in jaz mislim, da je z vidika varovanja posameznikov, ki potrebujejo psihoterapevtsko obravnavo, ta zakon nujno potreben. Ja, jaz te kritike zelo težko razumem, zato ker zdaj ni kriterija za psihoterapevtsko obravnavo in težko razumem, kako bojo padli kriteriji, če do sedaj ne obstajajo. Tako da ta trditev sigurno ne drži, ne bojo padle, postavili se bojo kriteriji za opravljanje te dejavnosti, postavili se bojo kriteriji za opravljanje te dejavnosti v različnih sektorjih in vsak sektor bo na svoj način nadzoroval, da bojo te storitve v skladu z smernicami stroke. Zakon predvideva zelo visoko kompetentnost, veliko število ur teorije, prakse, osebno terapevtsko izkušnjo, supervizirano prakso, tako da tukaj neka bojazen o padu strokovnosti je po mojem mnenju neupravičena. Ja, v izobraževanju za psihoterapije morajo biti tudi ure psihopatologije. To ne pomeni, da je psihoterapevt usposobljen za diagnosticiranje, je pa usposobljen za prepoznavanje težav, ki lahko kažejo na duševno motnjo. In psihoterapevt smo najbolj učinkoviti, če delujemo v timu in če bomo imeli svoj prostor, da bomo lahko delovali kot psihoterapevti in bomo sodelovali tudi s psihiatri in kliničnimi psihologi, ki pa bojo postavljali diagnoze, potem se mi zdi, da je to zmagovalna kombinacija za uporabnike na področju duševnega zdravja. Mislim, da je psihoterapija eno dopolnilo pred, med in po diagnozi, ne pa sama diagnoza, to pa seveda spada na druga področja in jaz mislim, da vsi, ki delujemo na področju psihoterapije, se tega dobro zavedamo in sprejemamo to ločnico. Jaz imam zelo dobre izkušnje s sodelovanjem s psihiatri, tako na področju psihoterapevtske prakse, se pravi, da klienti, ki pridejo in so v psihiatrični obravnavi, da se povežemo s psihiatri, pridobimo informacije, sodelujemo, kjer je mogoče.
Velikokrat kliente usmerjamo na klinično diagnostiko, da dobimo neke konkretne informacije, kaj se dogaja, in potem v skladu s tem lahko tudi bolj učinkovito usmerjamo psihoterapevtski proces. In nenazadnje tudi zelo dobro sodelujemo na tem akademskem nivoju. Psihiatri so del tudi izobraževanja za psihoterapijo, in se mi zdijo nujni na tem področju, da lahko podajo svoje stališča, da lahko študentje pridobijo tudi znanja, ki so potrebni za to, da konec koncev potem tudi vemo, kje smo in kako se umeščamo in kje so ločnice med temi posameznimi profili. Ja, jaz mislim, da ravno trenutno dogajanje v šoli kaže na to, da potrebujemo dodatne strokovnjake v šoli. Zdaj, ali je to psihoterapevt ali je to kakšen drug strokovnjak, ne vemo. Verjetno pa je psihoterapevt eden izmed profilov, ki lahko v šole vnese neko dodatno podporo, tako za mladostnike, ki se soočajo z zelo hudimi duševnimi stiskami, in tudi za učitelje, za vse, ki delajo z otroci in z družinami. In tukaj se mi zdi, da je psihoterapija eno področje, ki lahko prinese eno dodatno razumevanje. Se pravi, psihoterapevt je tisti, ki razume kontekst, ki razume odnose, ki razume stisko, iz kje prihaja, na kakšen način lahko na njo odgovorimo, in kot tak je lahko nek podporni sistem v iskanju odgovorov na to problematiko, s katero se soočamo. Ko se otrok v osnovni šoli srečuje s tesnobo, ko otrok v osnovni šoli pomisli na samomor, tukaj spet ni čas, da čakamo, kdaj se bo nekaj zgodilo, ampak je treba odreagirati takoj. To pomeni, da mora biti tam najprej neka oseba, ki to opazi, ki je dovolj senzitivna na te spremembe, in potem tudi, ki je opremljena, da ve, kako ukrepati. In tukaj mogoče še vseeno poudarim pomen družinskega psihoterapevta, ki se mi zdi tukaj ključen, ker ko delamo z otroci, je družina tisti glavni vir podpore, ki ga moramo ukrepiti, zato da lahko otroku pomagamo, če je to le mogoče, če ni družina vir otrokovih stisk. Res je, da sem nekaj let na začetku svoje prakse preživela tudi v osnovni šoli. In kar bi jaz poudarila pri osnovni šoli, da tam je ogromno strokovnjakov, ki se ukvarjajo z otroci in ki, ne moremo reči, da delajo slabo svoje delo, ker veliko pedagogov v osnovnih šolah dela zelo predano. Ampak glede na spremembe v družbi in glede na stiske, s katerimi se soočamo, pa se mi zdi, da je to premalo v tem trenutku in da predvsem ena podpora vsem tem srčnim pedagogom, ki že delajo v šoli, se mi zdi ključna. In nenazadnje so tudi prihajale že pobude po supervizijskih srečanjih, s katere bi se lahko učitelji udeleževali, in bi bil tam nek strokovnjak, psihoterapevt, ki bi vodil skozi neke tipične situacije, ki se v šoli dogajajo, z namenom razumevanja, kaj je v ozadju vsega tega vedenja. Ker se mi zdi, da je ključno, da razumemo, kaj je v ozadju, ne samo, da vidimo, kaj se dogaja, mi moramo razumeti, kaj je v ozadju, zato da lahko pristopimo na pravi način. Tako da jaz mislim, da v šolstvu je potreba po nekem bolj celovitem pristopu k temu, kako se učenci počutijo, kakšno je njihovo čustveno doživljanje, kako se soočajo s vsemi pritiski in pričakovanji, ki jih nek šolski sistem prinese, in da spet tukaj je psihoterapevt en tak pomemben dejavnik, ki lahko ta mozaik zapolni, zato da bomo bolje poskrbeli za naše otroke, da bo šola bolj varen prostor, v katerega bojo otroci nenazadnje lahko šli tudi po neko zatočišče, če bojo to potrebovali, in kjer bojo imeli občutek, da je tam nek odrasel, ki ga sliši, razume, ki se zanima za njega. In tako klimo bi jaz si želela, da se v šoli ustvari, in jaz mislim, da je družinski terapevt ali pa psihoterapevt nasploh lahko en tak pomemben košček mozaika, da lahko take šole ustvarjamo. Res ne gre, ne moremo sami. Če ne bomo sodelovali, ne bomo znali odgovoriti na vse, kar se danes dogaja. Tudi psihoterapevti, smo velikokrat
bosi, če lahko tako rečem, in potrebujemo se nekam obrniti, potrebujemo neko pomoč. In jaz si ne predstavljam ne delovati v mreži nekih strokovnjakov, kamor lahko greš, vprašaš.